Gospod Levičar, danes je predstavljal osnovne usmeritve za energetski koncept Slovenije. Če na kratko poveste, kaj so ali pa sta dve ali tri največji odprti vprašanji? Največji izzivi, ki jih prepoznavamo pri snovanju energetskega koncepta, so tesno povezani z prehodom v nizkoogljično družbo in pa z prehodom v trajnostno energetiko. Tu pod trajnostno energetiko seveda gledamo iz čim širšega celostnega pogleda oziroma govorimo o konkurenčnosti slovenske energetike, prehodom v nizkoogljičnost in pa seveda tudi v izboljševanje zanesljivosti oskrbe. Na samem srečanju ste izpostavili predvsem zanimivo primerjavo cen. Koliko nas bo to stalo? Če bi se odločili za samo obnovljive vire energije ali pa kombinacijo obnovljivih in jedrske energije, kakšna bi bila razlika? Zelo pomembno je govoriti pri snovanju scenarijev tudi o konkurenčnosti. Vemo, da se na ministrstvu zavzemamo pri vseh trajnostnih pogojih za enakopravno obravnavo. Eden od pomembnih pa je seveda tudi konkurenčnost. Pri snovanju različnih scenarijev, ti scenariji se seveda bodo odrazili tudi na samih računih, na naših računih gospodinjstev in pa tudi gospodarstva. Po teh preliminarnih izračunih, ki jih imamo na Ministrstvu za infrastrukturo, govorimo o razliki stroškov, ki je reda velikosti 1 milijardo evrov med scenarijem, ki temelji samo na obnovljivih virih energije ali pa na drugi strani pa imamo cenejši scenarij, ki pa temelji tako na obnovljivih virih kot na jedrski tehnologiji. Sem približno videl tisto ceno, lastno ceno, to je približno 30% razlika. Da, 30% razlika je samo v lastni ceni proizvodnje na eni strani se pravi iz obnovljivih virov ali pa na drugi strani iz takšnega miksa jedrske in obnovljivih virov energije. Pomembno pa je upoštevati tudi sistemske stroške, ki se pa potem še nadgradijo to samo ceno, ki so pri razpršenih virih toliko višji.